Ameriški arhitekt Frank Lloyd Wright je pred kakšnim stoletjem dejal, da če pametno investiramo v lepoto, bo ta ostala z nami vse življenje. Tudi mlada lastnika staromeščanskega stanovanja sta prepoznala lepoto v debelih zidovih, antičnem pohištvu in očarljivem starem parketu z intarzijo. Da pa se ne bi počutila kot v muzeju, sta se odločila za prenovo, ki je v dom prinesla mladostno živahnost na prefinjen način. Ljubljansko stanovanje, napolnjeno starinskim pohištvom, je bilo očarljivo, vendar ni povsem ustrezalo življenjskemu slogu mladega para. Zato sta se lastnika skupaj z arhitektom in grafično oblikovalko podala na pot prenove. Nastal je slikovit in funkcionalen dom, kjer so zgodovinske plasti dopolnjene z novimi drznimi elementi. Neža, vi ste v tem stanovanju živeli že dobrih 10 let in potem ste se odločili za temeljito prenovo. Kako se je zgodil ta klik? Ja, jaz sem se sem preselila že pri 21 letih in takrat smo naredili neko, tukaj prej živela moja stara teta, tako da smo naredili neko res osnovno prenovo in stanovanje je bilo super, imeli te velike sobane, tako da je bilo primerno za žure, lahko temu tako rečem. Potem pa ne vem, ko smo s partnerjem razmišljali, se nam je vsem zazdelo, da morda zdaj nek čas, da se te zadeve malo tudi naredijo bolj funkcionalne, da so določene stvari, ki so res opažali, ko živiš v stanovanju, od partnerstva prinese neke druge stvari, neke druge želje in pa smo pa rekli nič. Zdaj pa je treba zadevo narediti konkretno. Andrej, ko se arhitekt loti prenove nekega stanovanja, je verjetno za njega zelo poseben trenutek, ko to stanovanje prvič vidi. In ko ste vi prvič prišli v ta prostor, kaj ste si najprej mislili? Jaz se spomnim, da je bil občutek nek tak, da bi duh starega meščanskega stanovanja stlačil v premajhno stekleničko. Torej, kakšno je bilo stanje, kakšen je bil tloris in koliko ste ga spremenili? Ja, tloris je bil sila nenavaden. Moramo si predstavljati, da smo imeli v stanovanju posebej jedilnico, pa posebno sobano, potem smo imeli pa kopalnico, kuhno, pa eno sobico v velikostih enosobnega stanovanja, kot smo ga navajeni v blokih. Ampak to je res nastajalo skozi čas, namreč to stanovanje je imelo vsaj še enkrat več kvadrature v originalu. Bilo je v spodnji etaži še, potem se je nadaljevalo v tej smeri po zahodni stranici in to, kar je bilo potem nekako zimprovizirano, je dejansko prišlo do faze, ko ni bilo več funkcionalno in je bilo prej breme in v takšnih majhnih kvadraturah je problem, da klasični pohištveni kosi, ki imajo velik ego, nimajo prostora, da bi zadihali in pravzaprav je bilo to čiščenje prostora tudi temu namenjeno, da bi ti kosi lahko primerno stali. S korenito prenovo, ki je bila v 90 kvadratnih metrov velikem stanovanju izpeljana pred 3 leti, so arhitekti na novo definirali razmerja znotraj tlorisa in z novimi povezavami ustvarili prostore z dvostransko osvetljavo ter globokimi pogledi skozi celotno širino objekta. Jagoda, v stanovanju so ostali stari kosi opreme, umetniški detajli. In kako ste se lotili dodajanja barv in vzorcev, da zdaj novo ne bi preglasilo starega? Želeli smo, da bi jih ohranili v nekem sozvočju, ni bilo govora, kdo bo zdaj koga preglasil. V bistvu smo staro vzeli kot osnovo, predvsem smo se osredotočili na najbolj markantne kose, kot je recimo tale parket, ki definira celo stanovanje. S ponavljanjem enakih barv, ki jih najdemo v parketu oziroma drugih delih pohištva, bi dobili neko precej klasično dolgočasno stanovanje. Odločili smo se pa za malo drznejše poteze in v bistvu že na te že tako markantne vzorce dodali še nove, ki se mogoče na prvi pogled kdaj ne ujemajo, ampak za dodajanjem za takšno količino se potem zadeva nekako, vsaj po mojem mnenju, poveže v neko smiselno, zabavnejšo celoto. A ni tako, da če skupaj trči preveč intenzivnih vzorcev, da se med sabo po domače rečeno stepejo? Ne, ni problematično. Ko enkrat začnemo in potem še nalagamo, lahko stvari postanejo vedno boljše. Če recimo vzamemo prve dva, se nam mogoče zdi, da se ne ujemata, ko pa upeljemo še tretjega, četrtega, petega, pa iz tega nastane mogoče neka zanimiva zgodba.
Ne nazadnje smo pozabili, da so včasih tudi muzeji izgledali polni dekorja, barv in so tam viseli slike, tako kot visijo v tem stanovanju obdane z temi motivi. Se ne, da bi zdaj to avtomatično ponavljali, ampak dati pa misliti. Vse nalepke, ki so na frontah omar, so v bistvu narejene, sem jih oblikovala prav po meri za to stanovanje. Omaro smo tako navajeni, da ti odpreš vrata, ne? Ampak recimo ena lekcija, ki je prišla zelo malo iz Jagodine strani, je ta, da pač, zdaj prezenca omari pa ni nujno, da so tudi dvoje vrata, ne? Ali pa krina, se vseeno. Pač s tem lejerjem, ki ga ti dodajaš čez, narediš iz tega lahko, kaj želiš in je lahko tukaj stik, ali pa je tako stik, ali pa tako stik, mislim, ki ga ti percipiraš, ne, v prostoru. Lastnika stanovanja sta se že na začetku odločila, da bosta ohranila markanten parket z intarzijo in dragoceno staro pohištvo. Te kosi so meni od nekdaj bili všeč, ampak če tega preveč je, potem to res tako starinsko, muzejsko stanovanje. No. In oba sva si želela, no, da bi nekako našli svoje mesto, ampak v nekem novem kontekstu. No. V prenovljenih prostorih je zavel svež in razigran veter. Kljub temu pa sta lastnika ugotovila, da potrebujeta pečat domačnosti, da bi se v stanovanju počutila resnično doma. So stvari, ki jih pač dela moja mama, ljubiteljsko, je to prišlo noč, se mi je zdelo, da je to. Ta stol, prt, deke, taki momenti. Obdati se moraš stvarmi, ki so ti ljube, to se mi zdi ključno. In tudi tale prostor, kjer sva zdajle, ki je zelo markanten, je bil vajina želja. Nam je recimo prva ideja prišla na misel, da bi želela biti obdana s knjigami. Pač rada jih imava oba, imava jih veliko in se nam je zdelo, pa dobro, to je pač lepa ideja, da ležiš med knjigami. Ampak to je bilo tako, pač neka taka mini ideja, ki je potem sta Andrej pa Jagoda nekako dopolnila in pol seveda še ta tapeta in pač to je zdaj ta rezultat. Kaj bi rekli, Neža, na koncu pri vaši prenovi, kaj je tisto, kar vas najbolj navdušuje, s čim ste najbolj zadovoljni? Vse skupaj, no. Nekako se mi zdi, da res rata ena taka celota, ki naj oba osrečuje. So seveda eni momenti, ki rečeš, da nam je uspelo zadovoljiti temu kriteriju funkcionalnosti, recimo te utility, kuhinja je pač zdaj prostorna, diha, lahko v njej kuhaš, gostiš ljudi, tako da to sva si želela, to sva dobila. Te stvari se mi zdi, da nam je uspelo. Pa je zdaj po novem so tlele žuri prepovedani? Kje pa, tle prostora je več kot dovolj, plesišča se je mečkan zoža ledin.